Začenja se marec, mesec žensk. Mnogo velikih besed o ženskah je izrečenih, a kaj od tega zares šteje? To, da se partnerji spomnijo na nas in nam podarijo rožico, ali to, da nam kolegi v službi priznajo, da opravljamo vidno delo, da smo odgovorne in potrebne, ali morda to, da nam sin ali hči z iskrico v očeh reče: mami, rad te imam, hvala. Vse to šteje. Zato so tovrstni prazniki pomembni, ker nezavedno prisilijo, da opazimo doprinos posameznih žensk za dobrobit družine in k uspehu v poslovnih krogih. Prisilijo nas tudi, da razmišljamo o ženskah ter njihovi vlogi v družbi. Danes je položaj moških in žensk formalno izenačen. Toda morda si pravice ženske jemljemo mnogo bolj v pasivnem kot v aktivnem smislu. Dekleta hodijo v šole, izobražujemo se tudi v kasnejši starosti, hodimo v službo in postajamo finančno neodvisne. Mnogo manjši delež žensk pa dejansko izkoristi enakost v dejavnem smislu, tako da prevzamejo breme odločanja ter sooblikovanja sodobne družbe. Mnogo prenizek je delež žensk na vodilnih položajih v gospodarstvu, premalo je znanstvenic, podjetnic in političark. Kot matere lahko naredimo ogromno s tem, da svojim otrokom ne predpišemo vnaprej vloge, ki naj jo prevzamejo in igrajo celo življenje. Fantom in dekletom pustimo svobodo osebnega razvoja in zahtevajmo od njih odgovornost ter skrb za družino. Ti praznični dnevi pa so tudi priložnost, da se ženske družimo, si izmenjamo izkušnje in si med sabo pomagamo. Zato, da bomo postale dejansko enakovredne, se bomo morale najprej spoštovati in ceniti same. Prav pohvala, priznanje in podpora iz ženskih vrst je zato neprecenljivega pomena. Vsem dekletom, ženam, ženskam in materam čestitam ob 8. in 25. marcu. Želim vam, da bi se v ženski koži odlično počutile.